Od obeh kandidatov danes smo slišali, da imata oba veliko hobijev. Zanima me, kateremu se boste odpovedali, če bo to potrebno, ko in če boste zmagali. O volitvah. Mislim, da ne bo potrebno, da se odpovem nobenemu. Oba hobija, to je letalstvo, jadralno in pa tenis, smučanje, se bo dalo združiti s to funkcijo. Moj hobi je planinarjenje in v celoti se ga absolutno ne mislim odpovedati. Verjetno ne bom mogel toliko hoditi v planine, kot sem do sedaj, ampak še vseeno tisto malo prostega časa, ko ga bom imel, ga bom izkoristil za to. Kje vidite razvoj turizma v regiji kot dopolnilno dejavnost ali je za vas v prvem planu? Glejte, trenutno je turizem na Koroškem, bom rekel, zelo ni še zadosti razvit. Jaz mislim, da moramo narediti vse, da razvijemo turizem, ker predstavlja res velik potencial. Dopolnilna dejavnost na kmetije je ena pomembna veja turizma, vendar je povezana z splošno sliko turizma v občini, se pravi, moramo imeti nekaj takih vabljivih destinacij, ki bojo privabljali goste in bojo potem tudi odhajali na kmečki turizem. Teh zaenkrat še ni, razen kop in pa kulturnega turizma v mestu, zaenkrat tega še ni, vendar tudi to ni zanemarljivo. Katera gospodarska panoga pa ima po vašem mnenju največ možnosti za razvoj in obstoj v regiji? Slovenj Gradec je bil že včasih močan v tej podporni dejavnosti v avtomobilski industriji. Mislim, da tu lahko zopet postanemo pomembni. Seveda ni nujno, da na šiviljskem programu, ampak lahko pa privabimo te ljudi, ki imajo dobre stike v avtomobilski industriji in pričnemo s programi, ki so zahtevnejši, ki bojo bolje plačani, boljšo kvalificirano delovno silo zahtevajo in tudi več prispevajo v občinski proračun. Zaenkrat še vedno avtomobilska industrija. Tehnologija kot taka gre naprej in tista zahtevna tehnologija bo verjetno še vedno ostala v Sloveniji, medtem ko se bo pač ostalo selilo na druge trge. Kje vi vidite prihodnost slovenjegraškega letališča? No, razvoj slovenjegraškega letališča je predvsem v športnem letenju, v teh recimo turistih, ki so že včasih prihajali iz Švice, ker pravijo, da so tu pri nas idealni pogoji za jadranje. To letališče je športno letališče, lahko se poveže še ima veliko prostorov, se pravi okrog 70 hektarov zemljišče, okrog steze in tam se lahko odvijajo razne dejavnosti, od golf igrišča do konjeniškega športa, tenis, marsikaj se lahko tu odvija, predvsem pa moramo privabiti letalce, turiste iz evropskih držav, da bojo prihajali letovati k nam. Kaj je tista prioriteta, v kateri bo se posvetili največ energije takoj na začetku po izvolitvi? Glejte, potrebno je dokončati projekte, ki so v teku. To je glasbena šola in mrežni inkubator. Ampak jaz bom tudi posvetil veliko energije, bom rekel, reorganizaciji občinske uprave v smislu večje učinkovitosti. Organizacija uprave, proračun in nadaljevanje teh projektov, ki so nujni in ostalo po vrsti.